Kaj se zgodi, ko orodje, ki naj bi odpiralo vrata, postane ključavnica? Pred nama je namreč kup virov, ki kažejo na, rekel bi, naraščajoč problem v slovenskem zdravstvu. Gre za pritisk, da za dostop do zdravnika potrebuješ pametni telefon, aplikacijo, digitalno identiteto. In ne gre več samo za udobje. Točno to. Gre za temeljne pravice in za nevarnost, da orodje postane, kot pravijo, orožje proti pacientu. Tako je. In cilj najine današnje razprave ni zdaj ocenjevanje, ali je neka aplikacija dobra ali slaba. Ne gre za uporabniško izkušnjo. Ne. To presega vprašanje, ali je portal Zvem pregleden ali ne. In to so, poglejte, uradna poročila Varuha človekovih pravic, informacijskega pooblaščenca, pa vse do same ustave, zakonov, evropske uredbe GDPR, vse to nas sili v globši razmislek. V bistvu se sprašujemo, kaj se zgodi s pravicami posameznika. Točno. Ko država svojo temeljno storitev, zdravstvo, pogojuje z, recimo, digitalno pismenostjo. Tako. In najina naloga danes je, da iz te gore dokumentov izluščiva, kaj to pomeni za vsakoga od nas. V redu, pa se lotiva jedra. Osrednji očitek, ki ga zasledimo v vseh virih, je ta koncept digitalne prisile. Trditev je, da praksa zdravstvenih domov, ki zahteva uporabo aplikacije ali recimo portala Zven za naročitev, ni zgolj modernizacija, ampak je nezakonit pritisk. Eden od virov to opiše z zelo močno metaforo. Ja, ta je res dobra. Kar bi moralo biti le orodje za lažji dostop, postaja ključ, brez katerega vrata do zdravnika ostajajo zaklenjena. In ta trditev ni le publicistična, trdno je zasidrana v pravni argumentaciji, preprosto ni zakonske podlage. Nobene. Sklicevanje gre na temeljno načelo pravne države, zapisano v 2. členu ustave, načelo zakonitosti. To pomeni, da lahko država in njene inštitucije, torej tudi vsak zdravstveni dom, delujejo le v okviru, ki jim ga zakon izrecno dovoljuje ali nalaga. In zakon tega ne določa. Ključni argument je, da osrednji zakon, torej zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, nikjer ne določa, da je pogoj za zdravstveno oskrbo posedovanje pametnega telefona, elektronskega naslova ali pa digitalnega potrdila SI-PASS. Ampak počakajte malo. Zdravstveni domovi so vendarle samostojne institucije. Imajo svojo organizacijsko avtonomijo. Seveda. Ali to pomeni, da interna okrožnica direktorja, ki določi, da se naroča samo še preko spleta, nima nobene teže? Kje je meja med organizacijo dela in kršenjem zakona? To je odlično vprašanje. Meja je zelo jasna. Organizacijska avtonomija se konča tam, kjer se začnejo z zakonom določene pravice državljanov. 51. člen pravi, da je pravica do zdravstvenega varstva zagotovljena in določena z zakonom. Ne z okrožnico. Ne z okrožnico, ne z navodili ministra in ne z vladno strategijo digitalizacije. Zakon je hierarhično nad vsemi temi internimi akti. In če zakon ne postavlja digitalnega pogoja, ga ne more niti direktor zdravstvenega doma. Točno tako, ga ne more samovoljno uvesti noben izvajalec, vsaka takšna odločitev bi bila pravno nična. Dobro, torej slovenska zakonodaja postavlja jasne meje. Ampak tukaj se zgodba šele zares odpre, argumentacijo razšilijo na evropsko raven, na GDPR. Ja, tukaj postane res zanimivo. Vsi poznamo tiste nadležne pasice o piškotkih in gumbe, strinjam se, na katere klikamo že skoraj avtomatsko. Da v kontekstu naročanja na zdravniški pregled tak klik nima nobene veljave. Točno tako. Uvajajo koncept, ki mu pravijo mehka prisila ali soft coercion. Mehka prisila? Ja. Logika je preprosta, a rekla bi uničujoča za te prakse. Predstavljajmo si nekoga, recimo upokojenca iz manjšega kraja, ki nima pametnega telefona. V redu. Njegov zdravstveni dom je ukinil naročanje po telefonu. Osebno sprejemajo naročila le 1 uro na dan, ko je tam neznosna gneča. Kar je pogosta praksa, žal. Tako je. Edina realna možnost je spletna aplikacija, za katero potrebuje pomoč soseda. In ta aplikacija od njega zahteva, da se strinja z obdelavo svojih podatkov. V tem trenutku njegova privolitev ni več prostovoljna. Ker nima druge izbire. Točno. Podana je pod pritiskom, saj je alternativa izguba dostopa do zdravstvene oskrbe.
In GDPR je glede prostovoljne privolitve zelo strog, kaj ne? Izjemno strog. Člen 7 uredbe je kristalno jasen. Privolitev ni veljavna, če je pogojena z dostopom do storitve, ki z njo ni neposredno povezana. Ne moreš pogojevati dostopa do zdravnika s tem, da se strinjaš s pogoji neke aplikacije. Natančno. Ne moreš pogojevati temeljne pravice s privolitvijo v obdelavo podatkov. Takšna privolitev je izsiljena, pravno neveljavna. In če je privolitev neveljavna, potem je Celotna obdelava podatkov, ki temelji na njej, nezakonita. absolutno. V bistvu to pomeni, da so vsi podatki zbrani na tak način pravno gledano strupeni. To je res močan argument. Pa poglejva konkretna orodja, ki jih država promovira in ki jih postavljajo pod drobnogled. Najbolj izstopa nova biometrična osebna izkaznica. Ja, o tej je bilo veliko govora. Kot orodje za nadzor, ki breše mejo med zdravstveno zaupnostjo in recimo policijskim nadzorom. Res je, to ni včasih precej alarmanten, ampak kar je dobro, je, da predstavijo obe plati medalje. Na eni strani imamo ta resna opozorila o tveganjih, da z aktivacijo digitalnega potrdila na osebni izkaznici svojo identiteto dejansko prenesemo v nek digitalni oblak, ki je, teoretično ranljiv. In ta digitalna smrt, to zvoni precej grozljivo. Absolutno. Nanaša se na scenarij, v katerem bi nekdo trajno izgubil dostop do svoje digitalne identitete in s tem do vseh storitev. Vendar isti viri takoj zatem predstavijo protiutež. Citirajo poročilo najvišjega evropskega organa za kibernetsko varnost, CERT EU iz leta 2022. In kaj pravi to poročilo? Potrjuje, da arhitektura čipa na slovenski osebni izkaznici ustreza najvišjim varnostnim standardom. Ključna informacija je tole. Brez fizične prisotnosti kartice in aktivnega vnosa PIN-kod nihče ne more prebrati nobenih podatkov. Torej ni nekega čarobnega gumba, s katerim bi država brskala po naših podatkih. Ne. In prav tako pojasnijo, da digitalna smrt kot trajna, nepopravljiva izguba identitete v praksi ne obstaja. Postopek za preklic in ponovno izdajo certifikata na upravni enoti je uraden, predpisan in naj bi trajal približno 7 dni. Torej je ključna zavestna odločitev in dejanje posameznika. Nič se ne zgodi avtomatsko. Natančno. In to naj pripelje do drugega orodja oziroma sistemskega pristopa, tako imenovanih ZVM Digi-točk. Ja, tiste točke za pomoč. V promocijskih materialih so predstavljene kot roka pomoči države starejšim in digitalno izključenim. Tako je. Ne vidijo jih kot pomoč, ampak kot nekaj drugega. Vidijo jih kot instrument pacifikacije. Pacifikacije? Ja. Argument je, da država s tem, ko ponuja pomoč pri vstopu v sistem, ki ga je sama naredila obveznega, v resnici le utrjuje in normalizira odvisnost od tehnologije. Torej namesto, da bi rešila problem, ki ga je ustvarila z ukinjanjem analognih poti, prenaša breme na državljana. Posameznik tako postane, in to je direkten citat, neplačan administrativni delavec lastnega primera. To je močno. Pomembnejše, prevzeti vsa varnostna tveganja povezana z upravljanjem svoje digitalne identitete. To je res zanimiv preobrat v perspektivi. Pod krinko pomoči? Točno tako. To se lepo poveže z naslednjo točko, ki jo odpirajo razkorak med tem, kako se te stvari predstavljajo v medijih. Spomnim se poročanja, bilo je veliko zmede. Eden od virov se specifično loti poročanja Pop TV. Prva trditev, ki jo izpostavijo, za dostop do Zoema je treba imeti digitalno potrdilo. In vir to trditev označi za delno napačno in zato zavajujočo. Zakaj? Ker prvič do portala Zvem je mogoče dostopati tudi na druge načine, naprimer z uporabniškim imenom in geslom. A to sploh ni ključno. Bistveno sporočilo je tole. Uporaba portala Zvem sploh ni zakonsko obvezen pogoj za dostop do zdravstvene oskrbe. To je tista informacija, ki se nekako izgubi. Popolnoma se izgubi. Ustvarja se vtis, da je Zvem nujen, čeprav za to ni nobene zakonske podlage. Še ena trditev iz medijev, ki jo analizirajo, je bila še bolj problematična. Z novimi biometričnimi izkaznicami avtomatično imate certifikat na čipu. To pa označijo za nevarno trditev. Ker, kot sva že rekla, na teh izkaznicah ni ničesar avtomatskega.
Certifikat je privzeto neaktiven in tako ostane, dokler ga lastnik zavestno in prostovoljno ne aktivira, s tistimi PIN kodami, ki jih prejme po pošti. Torej, tisti letak z navodili, ki ga dobimo. Tisti letak razumejo kot obliko mehkega spodbujanja. To je tehnika, ki je strokovnjaki pravijo nudging. Nežno potiskanje, usmerjanje. Ampak to nikakor ni obvestilo o zakonski obveznosti. Dobro, potegniva črto. Če vsa ta digitalna orodja in portali niso zakonsko obvezni, kaj je potem alternativa? Kam to postavi nekoga, ki želi ali pa mora komunicirati z zdravstvom na klasičen, analogen način? Tukaj pridemo do zaključka, ki ga viri sintetično predstavijo kot pravica do nepriključenosti. Pravica do nepriključenosti? Tako. Trdijo, da imajo državljani polno in z zakonom podprto pravico, da z zdravstvenim sistemom komunicirajo osebno, po telefonu ali po klasični pošti. In od kje ta pravica izvira? Izhajala naj bi neposredno iz 33. člena ZZVZ in podzakonskega akta pravilnika o načinih komuniciranja. Ključno določilo je, da komunikacija poteka na način, ki ga izbere pacient, ne na način, ki ga enostransko določi zdravstveni dom. In to ni zgolj neka pravna teorija ali interpretacija, kaj ne? Nikakor. To podprejo tudi s konkretnimi ugotovitvami uradnih institucij. In s presenetljivo visokimi številkami. Natančno. To stališče je močno podprto v letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2023. Varuh v njem ugotavlja, da praksa ukinjanja telefonskih linij v zdravstvenih domovih neposredno krši zakon in ustavo. Krši zakon in ustavo, ja. Poudarja, da takšna praksa sistemsko izključuje cele ranljive skupine, starejše, revne, ljudi z različnimi oviranostmi, in številke to potrjujejo. Viri se sklicujejo na poročilo o digitalni vključenosti za leto 2024. In kaj pravi? Navaja, da 22% odraslih v Sloveniji nima e-poštnega naslova. In še huje. Kar 37% starejših od 65 let sploh nima nobenega digitalnega uporabniškega računa. To so ogromne številke. Vsiljevati izključno digitalno pot ob takšnem deležu prebivalstva je potemtakem očitno diskriminatorno. Nedvomno. Sporočilo iz teh dokumentov je torej izjemno močno. Zakonodaja je na strani pacienta, ki želi ohraniti analogne poti, a realnost na terenu, praksa, ustvarja ogromen pritisk v nasprotno smer. Tako je. Kaj je torej končni praktični nasvet, ki ga ponujajo posamezniku, ki se znajde v tej situaciji? Nasvet je zelo konkreten in preprost. Če je nekomu zdravstvena storitev, pa naj bo to zgolj naročanje na pregled, zavrnjena, ker nima digitalne identitete, ali noče uporabiti aplikacije, naj od izvajalca zahteva pisno obrazložitev te zavrnitve. Zakaj ravno pisno? Prav odsotstvo te pisne obrazložitve, najboljši dokaz, da je šlo za nezakonito prisilo. Ker je ne bodo upali dati na papir. Točno. Ker za takšno zavrnitev ni pravne podlage. To je poteza, ki sistem prisili, da pokaže karte. Da prizna, ali so njegova pravila uradna politika, ali zgolj neformalen pritisk, za katerim ne stoji noben zakon. To je res močno orodje. Za konec pa, kaj je tista širša misel, ki jo ti dokumenti puščajo odprto? Pripeljejo do točke, kjer ugotovimo, da to ni več debata o tehnologiji. Ne gre za to, ali je ena aplikacija boljša od druge. Gre za temeljno vprašanje o naravi odnosa med državljanom in državo v 21. stoletju. Implicitno vprašanje je, ali je resnični namen digitalizacije izboljšati storitve za vse, jih narediti bolj dostopne, ali pa digitalizacija morda nenamerno postaja sito. Na tiste, ki so pripravljeni in zmožni sodelovati pod novimi digitalnimi pogoji, in tiste, ki ostanejo zunaj sistema. To pa razpravo premakne iz tehnoloških podrobnosti na veliko globši razmislek.